V Sloveniji oskrbuje starejše ljudi 10% prebivalstva, kar pomeni, da 200,000 ljudi dnevno skrbi za kakega onemoglega, starejšega, invalidnega človeka. Čeprav je oskrba zahtevna naloga, bogati oskrbovanje tako tistega, ki oskrbuje, kot tistega, ki je oskrbovan. O tem nam bosta nekaj povedali gospa Milica in gospa Mila. Prosim. To, da lahko takole svoje starše, prej očeta, zdaj mamo oskrbujem, mi je v veliko veselje. Zelo sem srečna, da lahko to delam, zato da jima vračam tisto, kar sta vložila v mene v mladosti. Bogati me to in vse te stvari prenašam tudi jaz na mlade prostovoljce, s katerimi delam in jih pripravljam na kasnejša leta življenja. Jo zjutraj zbudim, najprej odprem vrata od spalnice, pogleda, dobro jutro. Dobro jutro reče, a je že treba vstati? Ja, ura je 6, treba bo, kar naenkrat bo treba od doma, ne? In se hitro oblečeva, gre se umiti. Zjutraj pol je že zajtrk tukaj na mizi čaka, ko pride iz kopalnice. In ponavadi ima ona še kar kakšno tako šaljivo, tako da mene v dobro voljo spravlja zjutraj. Jaz sem vsa še zaspana, gledam tako na en uč, ona pa lepo kakšno zavriska ali pa kaj me požgačka, potegne, pocuka za kakšen rokav, pa pravim, daj no mir, ja moram pogledati, če še živa, ona meni to reče. Tako da se midve zabavava od jutra do večera, ona je zmeri tako vesele narave, no. In mislim, da je to vse povezano med seboj. Če je zadovoljen človek, je pa lahko tudi vesel. In ona res se mi zdi, da to s tem pokaže. Pol pa ji pripravim kakšno stvar za delati za dopoldne, tako da ni predolgih tistih 9 ur, kar je sama. Se slišva po telefonu, pol tudi kdaj še kaj zapoje po telefonu. Ja, moram povedati, tako kot je. Ko pridem jaz domov, ponavadi še po kosilu se greva kakšno igro. To je pa malkrat. Ja, če je čas, ne? Če je čas, se greva. Jaz se grem bolj malkrat zato, ker zmeri jaz zgubim. Da bo človek ne jezi se ali pa kartanje ali pa karkoli. Ona mene zmeri uigra. Strastno? Strastno znam nagajati. To pa ne. No, to sem jaz rekla, da boš pa ti vrgla. Strastno znam ljubiti. Vidiš, ja, no, zdaj boš pa ti vrgla kocke. Kaj vam potem pomeni, da Milica skrbi za vas, da živite takole lepo skupaj? Ja, če Milice ne bi, jaz tudi ne bi več. Ja. Ker mehen te žalost dol nese, skrbi. Takole sem pa vesela, ko imam vse. Krasno, da znata takole razdeliti. Ja, poskrbeti, da imata skupaj veliko lepih trenutkov, a ne, ki vaju obe polni tudi razveseli, a ne? Ja, ampak so tudi zelo lepo povedali, da to pa temelji na medsebojnem spoštovanju, na lepi komunikaciji, lepem pogovoru, a ne? Pri vas pravite, se niste krigali, se pravi, navaditi se, gojiti lep pogovor je dobra priprava na kakovostno starost, a ne? Ja. In pa, prej ste rekli, se znati včasih kdaj nazaj umakniti, preden pride do prepira, ne? Tudi to je treba. In vi to zelo dobro obvladate in potem je obema lažje, a ne? Tudi, ker vemo, ni pri oskrbi vse enostavno, ni lahko, a ne, ni vedno lahko, ampak takole v enem takem sožitju
pa to gre, a ne? Življenje je tako, kakršnega si postaviš. Tako, če to rečemo vse tri skupaj, življenje je tako, kot si ga postavimo, drži, a ne? Res je, res. Hvala lepa obema. Kot smo videli in slišali, večino oskrbe doma nudijo svojci svojim sorodnikom. Vendar pa tu niso zanemarljivi sosedje. Tudi sosedje naredite ogromno dobrega svojim bližnjim. Dragica, a bi bila tudi prijazna pa podelila z nami kakšno izkušnjo? Ja, z veseljem, Ksenija. Živim v bloku, kjer me obkroža večina starejših ljudi pomoči potrebnih. Dostikrat se ustavim pred kakšnimi vrati, pozvonim, povprašam sosedo, vam kaj pomagam, vas peljem k zdravniku, morda na banko, na pošto ali karkoli drugega postorim. Če imate karkoli za napisati, pa ne zmorete, vam lahko tudi jaz to naredim. Nedavno tega sva z možem dobesedno rešila sosedo, ker je doživela kolaps, zastoj srca. In takrat, ko pomagaš ljudem, vidiš, kako se jim prižgejo iskrice hvaležnosti v očeh in tudi v svojem srcu takrat začutiš neizmerno toplino in hvaležnost, saj veš, da ti ljudje zaupajo tvoje delo in tudi sama se iz tega zelo veliko naučim. Rada pomagam in vedno sem pripravljena pomagati. Oskrbovanje ni enostavno. Zato potrebujejo svojci določena znanja, veščine, ki jih dobijo na izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut Antona Trstenjaka po krajih po Sloveniji. In po končanem tečaju se svojci naprej dobivajo v klubu svojcev, a ne? In prosila bi vas, Doris, da poveste en svoj utrinek izkušnjo kot voditeljica kluba svojcev. Z največjim veseljem, Ksenija. Prihajam iz kluba svojcev Kamnik in klub je kot prižig lučke v temnem dnevu. Tu si izmenjamo dobre in slabe trenutke. Smo si v medsebojno oporo, pomagamo si z različnimi informacijami, iščemo rešitev. Zame je vodenje kluba ena neizmerna sreča, veselje in vsakokrat čakam, da bo ponovno tisti dan v mesecu, ko se srečamo.